Good evening, America, wherever you are. Dobro večer, poštovani slušalci. Dobar večer. Ura je skoraj 10 zvečer, kot lahko slišimo, je Andraž v top formi, za razliko, kadar snemamo ob 10 zjutraj. Ob 10 tudi, draga moja Štefi, sem jaz vedno v top formi. Ne? Ampak, ko me pa silite, da snemamo ob pol 7 zjutraj, takrat pa nisem. Ne? Na to pa nikoli nismo. Čeprav enkrat bi lahko. Hvala Bogu. To bomo, ko Andraž ne bo šel sploh spat, da je direkten ga všteje. To je možno, ja. Kaj pa 18. Gospoda, a jaz lahko si vzamem trenutek in v naši sredi ponovno pozdravim Natašo Briški, zvano Štefi, ki se je spustila z neba, končno, tako da smo po zelo dolgem času spet vsi štirje na kupu. Neh je eno oddajco. In je prinesla 10 božjih zapovedi. A ne? Ja. Ne prinesla jih je 15, 10 božjih zapovedi. Sej, to bi pa tudi lahko za LDGD enkrat sestavili svoje božje zapovedi, ne? Zaradi tega, ker mislim, ne moramo skozi kopirati. Jaz sem čisto razočaran, da nihče ni dojel te reference, ampak okej. Ali nismo imeli prejšnji teden, kako že, ne vzete, ti se nekaj Veliko noč. Velika noč je bila, ne? Ko sem jaz prišel nazaj. Ti si ponovno ostal prejšnji teden, ne? Ja. Ja, ostajanje smo. No, ampak zdaj, ne? Ja, zdaj. Ja. Ampak kdaj smo snemali, kjer dan smo snemali, torek, kaj? Ja, tako, ja. Kaj hočeš zdaj povedati? Torej, pravoslavno ostajanje, kaj? Jaz ne vem sploh, kaj naj rečem na začetek. Moram reči, da se mi je prvič v zadnjih 30 letih, kar je internet, zgodilo, da sem dejansko bila 7-8 dni brez kakršnih koli povezav in da je bilo to teh najbolj ključnih in kritičnih takoj po volitvah. In zdaj si predstavljate, jaz padam nazaj na zemljo, zdaj mi pa vi v 2 stavkih povejte, kaj se je zgodilo, kam me ni bilo. Nataša, samo obrnem se opet nazaj. Skratka, a sem kaj zamudila? Recimo človek, ki zdaj 2 tedna, 3 ni nič bil zraven. V resnici ničesar nisi. Po mojem, v resnici ničesar bistvenega nisi zamudila, razen da se je konstituiral državni zbor. Prva stvar, ki mi pade na pamet, je mem, ne? Iz Naked Gun, Nothing to see here, ne? Tam, ki stoji pred ogromno. Ja, vidiš. Nekaj, jaz sem pa, ki se že meme omenil, sem bil pa drugega, ne? Man, what a year, ne? Nataša, it's only April. Skratka, super timing sem imela, ne? Ja, prav, potem pa kaj predlagam, Aljaž, ti si vmes neko tekmovanje izvedel, ne? Za ministre leta. A ja, tako, ni bilo za minister leta, pač ljudje smo vprašali, ne, ker se tako na veliko kadruje levo in desno, ker ne veš, danes je en premier kandidat, naslednji že čez 2 uri je en drug, zdaj menda se je Jernej Vrtovec vid kar samega sebe na mestu kandidata, da o Dimitriju Ruplu, ki predlaga Mateja Avbla, sploh ne govorimo, ne. Sem rekel, kaj pa, če bi mi vprašali narod, ne? Kaj bi pa narod imel, in smo v prejšnji epizodi pač postavili vprašanje, oziroma ugibanje, ne? In smo iskali novega predsednika državnega zbora, premierja, zunanjega, notranjega, zdravstvenega ministra in tako dalje. Odgovore smo dobili, eni so tako zelo zabavni, sploh mi je recimo ideja o Tomažu Liscu za notranjega ministra mi je sploh zelo všeč, humoristi, haha. Ampak to moramo še nekako sestaviti pa zanalizirati. Na neki točki bomo pa zelo kmalu naredili tudi žreb, ker smo rekli, da tisti, ki bo zadev največ kandidatov in kandidatk, bo dobil vabilo na piknik, za katerega tudi zdaj vemo, da bo. A bo? Ja, je, da bo. Ja, bo. Aha, tako so rekli. Postavljen, ok. Si ga potrdila, Nataša. A res? Ja, pa si šla tja čez, ker ni bilo interneta, pa so se pozabila. Ampak res je. Ja, prav, pa dej prešpari še tole malo z ministri, predlagam, da daš špico, ker Antiš je že v nizkem štartu, da začne s komentiranjem pikapolonice na čelu državnega zbora. Ja, vam povem eno stvar, ne, da ko sem se pelal semle, sem na strehi avtomobila slikal natanko eno pikapolonico, ki jo lahko
v naslednjem trenutku delim tudi z vami, če koga zanima. Seveda. Mislim, da si dal ravno, ker si dal naslovno fotko za epizodo. Tako da pošelj mi pol na mail. Antiša, jaz mislim, da je šlo za prisluškovalno napravo. Zna biti, veš, zna biti. Ma daj, pikapolonico je omenil, no nikoli več ne bojo takšne iste pikapolonice več. Sam res. Zato ne moremo imeti lepih stvari. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno, ker si bil mlad, pa nisi rab. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Upanje umre zadnje. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Ja, no je pa dejansko resno, to pa sem opazila v zadnjih dneh, da če je en človek, ki je požrl ves kisik, pa to ni niti Janez Janša zadnji dni, niti ne Robert Golob, ampak Stevanovič. Toliko se pa zdaj te dni govori o njemu, seveda na nek način tudi upravičeno, na petkovi ustanovni seji je bil Zoran Stevanovič gladko, brez glasu proti, izvoljen za predsednika Državnega zbora. Glasovi... Ne, to pa ni, brez glasu proti pa ni. Čakajte, no, pa dobro, no, je treba zdaj čisto dobesedno jemati. Mislim, pa se vsi že vejo, kakšen je bil rezultat, no. Toliko dobesedno kot Stevatove zaklinjanja notarsko ali uradno overjene. Tako, vsi so za njega glasovali, SDS, NSI, Demokrati in Resnica, vsi njegovi, vsi, ki so se je pričakovali ali pa ki se je kalkulirali, da bojo glasovali. Zdaj pa mene samo zanima, no, dejansko ene je to presenetilo, ene niti ne, kako vi ta vzpon na drugo najpomembnejšo funkcijo v državi komentirate. Recimo, Antiša, pa kar ti začni. Koliko ti rada zmeri mene najprej pokličeš? Ja, ker si toliko tih prej, pa ja. Da se ne počutiš izločen. Ravno, kar sem hotel reči, zakaj je vedno Antiša najprej? Ja. Ja, ki je prvi po besedi, ne? Zato, da se malo pozornost na vse štiri. Ampak... Korljan je prej, ne? Korljan je prej. Ne, Aljaš je pa še pred tem. Ja, Korljan je prvi, po primkih gre, kaj vam ni jasen? A niste bili nikoli v rodovalnico zapisani? No, izvoli, Antiša, ja. Tisto, kar mene v resnici je presenetilo, ne, Nataša, če odgovorim na tvoje vprašanje, je to, vsaj vtis je bil takšen, ne, kako je zdaj zaenkrat še vladajoča koalicija pustila, da se ji to zgodi. Ne? Se pravi, mene tisto, kar me je presenetilo, je bila ta odsotnost zakulisnega delovanja, odsotnost zakulisne diplomacije, ne nazadnje tudi odsotnost razmisleka, morda že pred pol leta ali pa pred enim letom, ne pozabimo, da se je recimo Anže Logar od Matice odcepil že pred 4 leti. In tisto, kar me, recimo, če sklepamo, da je politika stvar, ki se dela tudi strateško, ne, kako v teh 4 letih ni bilo nikogar, ki bi prišel do Logarja in rekel, lej Logar, če bo pa po volitvah tako, dajmo se mi kaj zmeniti. Skratka, odsotnost tega delovanja, mislim, da je na koncu omogočila izvolitev koga? Zorana Stevanoviča na čelo Državnega zbora in s tem na mesto drugega človeka v tej ustavnopravni politični ureditvi. To pa me je presenetilo. Ne? Ko se je začelo nakazovati, da bo desnica oblikovala svojo pot v Državnem zboru, ne? Potem me to ni več presenetilo. Ne? Ampak to, kar sem pa prej opisal, to pa me je, no? Ta odsotnost razmisleka, kaj se lahko zgodi, če se bojo stvari lomile tik po volitvah. Andraž, ti podobno vidiš ali kaj drugač? Ne, o kontrer, jaz moram priznati, da sem malo začuden nad to razlago oziroma nad to interpretacijo, ker kaj pa lahko narediš, če nimaš dovolj glasov, a ne?
Koliko glasov boš imel, a pa si jih lahko pričakoval, tega ni nihče v resnici vedel, ne? Do kdaj že 11 in nekaj v nedeljo zvečer. Jaz tega ne vidim tako, absolutno ne. Nek način se mi zdi, Antiša, kot da hočeš reči, zakaj se pa niste vi prej s Stevanovićem zmenili, ali kaj si hotel povedati, pa še z demokrati. Ja, mislim, ampak, recimo z Logarjem. Ne? Ja, ampak un blok z Logarjem še vedno, ne, kaj bo imel? 46 glasov, Logar pa Levica skupaj, jaz ne vidim tle neke enačbe. Ne? Ja, točno toliko jih je, ne? 46, ja, lahko bi, ne, ampak a si predstavljamo scenarij, v katerem bi Logar glasoval skupaj isto kot Levica? Mislim, a smo si predstavljali, najbrž si ga ne, scenarij, v katerem je, ampak ker je Logar glasoval isto kot Stevanović, veš, tako. Ali pa v katerem bo Logar glasoval enako, kot je glasoval Janša, ne? Od katerega se je on 4 leta trgal. No, mislim, dobro, ne. Prvič ni bilo 4 leta, bilo je 2, druga stvar, Logar se zares ni nikoli otrgal. 2 leta odkar je Andraž, ampak to je, zdaj ti skačemo besedo in se vnaprej za nazaj upravičujem, ampak mislim, on je... Imaš veliko prednost, ker vam 2 sekunde zamika. on je po predsedniških volitvah napovedal to, kar je potem realiziral, sicer malo kasneje, ampak še zmeraj, ne? Tako da ni glih samo 2 leti. No? To sem hotel reči. Meni se zdi recimo ta povezava, ne, ki se je vzpostavila pri teh 48 glasovih, bolj verjetna kot povezava, da bi recimo Logar glasoval enako kot poslanci Levice. Jaz se tukaj v resnici bolj strinjam z Andražem, zato ker je... Jaz mislim, da je sicer Svoboda delala na tem. Ne? In zdaj, kakor jaz razumem, so oni imeli ful enih scenarijev, pa ful so neki igrali 3D šah, pa tako dalje. Jaz sem tako malo občutek, ka veš, da so v unih sceni, kjer, ne vem, ninja pride, hoče napast kavboja, pa dela, pa ful neki tam maha z rokami, pa zdaj ga bo top, pa nunčaki, na kar potegne pištolo, pa ga ustreli, ne? Kakor jaz razumem, nihče ni računal na to, da bo šel predsednik državnega zbora v prvo čez. Vsi scenariji, ki so obstajali na to, da bo prvo glasovanje faleno, pa drugo. Sajovic je tam na odprti sceni se dobrikal Križmanu, najstarejšemu poslancu. Križanu, se prečujem. Ki je pač vodil sejo, ne, in so bili vsi kratko mal, ko smo ga to gledali, smo rekli, pa sej ta gospod pa pač ima neki uglajenosti in pristopa in tako dalje, ne, zakaj pa ne bi bil kar on. Tako da se mi zdi, da je mogoče bi si celo upal tvegati oceno, da so bili celo predlagatelji presenečeni, da je šel Stevo v prvo čez. No, se ti ampak zdi? Potem, to se je govorili. Videli označene glasovnice, ne. Potem pa pač vidimo, da ne samo, da je bilo zmenen, da bo šel prvo čez in da se je vsaj ena stranka z Golobom verjetno pogajala s figo v žepu, ne? Celo to, da je ta odsotnost zaupanja med to bože koalicijskimi partnerji je kar v nebo vpijoča in tudi če drži, ne, to, kar Pavle Gantar pa Milan Brglez govorita, ne, da je pač koalicija, ki izvoli predsednika DZ-ja, je tudi koalicija, ki izvoli premierja. Ne, ta koalicija ima zelo, zelo, mislim, v narekovajih čudovito popotnico, ker tole, ljubčki moji, bilo pa res precej odvratno, če ravno nezakonito. A ni bilo, kolikor se spomnim, tistega debatiranja že preden je prišlo do glasovanja za predsednika državnega zbora, so bili predvsem z Gibanja Svoboda precej ostro so nastopali, da je imel pa Stevo že čisto redi govor, pa tudi ne vem, če nakazuje, da jih je vse zelo presenetilo, da bo šel on čez. Ja, možno, lej. Malih sen je na koncu, ne? Ja. No, sodeč po izrazu na obrazu Lenke Bratušek. Ja, to je pa epski posnetek, res je. Ja. A tista fotografija, ki se je delila po družbenih omrežjih? Ne, kar fotografija, video posnetek. Okej. Mislim, pa sej vsak normalen bi verjetno reagiral z malo privzdignjeno obrvjo glede na CV. Štefi, jaz se upam trditi, da je bil izraz na obrazu od Alenke Bratušek oziroma cela njena gestikulacija, cela njena reakcija zelo dober reprezentant
polovice Slovenije v tistem hipu. No, za tiste, ki nismo gledali, kaj je naredila, je zavila z očmi. Odkimavala in zavijala z očmi. Pa je vidno šokirana. Vidno šokirana. Jaz bom povedala. Pretresena šokirana. Povedala sem eno zgodbo, ki mi jo je soseda, ki redno obiskuje gospo eno v domu starejših. Gospa je stara 98 let in kaj bi njen komentar tako prstvari, voli gor dol, kaj bi njen komentar, ko je bil izvoljen Stevanovič, gospa 98 let stara je rekla, tudi na ene volitve ne grem več. No, evo, Ja. dobro je povedala. Drugače, če sprašuješ, čim bi primerjal izraz Alenke Bratušek z izrazom italijanske nogometne reprezentance, potem ko jih je Bosna namahala po penalih. Ne? Ampak vse to, kar Aljaž, vse to, kar si zdaj rekel, oziroma o čemer se pogovarjamo, v bistvu govori v prid temu, ne, da se je enostavno, kar sem jaz prej rekel, namreč, da se je enostavno podcenjevalo možnost, da nam ne uspe. Tukaj so bili zdaj narekovaji spredaj in zadaj. Ne. Se pravi, zmagaš na volitvah, ne, in potem ne uspeš. Zakaj ne uspeš? Zaradi tega, med drugim tudi, ker si zelo dosledno in zelo temeljito v času pred volitvami vzpostavljal nezaupanje z morebitnimi koalicijskimi partnerji. Kaj? Kar se ti je odbilo v glavo. Ne, se absolutno ne strinjam. Ja, pa se zato smo tukaj. Edina stranka, ki so jo zavračali, če govoriš zdaj predvidevamo o GS, je bil SDS. Ja, edina stranka, s katero so oni ves čas kategorično zavračali sodelovanje. Ampak na drugi strani si imel recimo Novo Slovenijo, s katero bi si morda želel sodelovati, ne? Ampak si se zelo potrudil, da si jih odtujil, no, tako bom rekel. Ne? Kako? Ampak oprosti, s čim? Tukaj pa jaz ne vidim. V resnici te dve stranke nista imeli tako nič interakcije, razen tega, da sta ena drugo zabavali pač po pitanju volivnega tega. Tisto, kar mogoče je prevladalo, ne, je osebna zamera, ki jo pač morda Jernej Vrtovec ima, zato ker je v fucking kazenskem postopku, po lastni krivdi. A si to mislil, Antiša? Ne samo tega, ne. Ti si ves čas, cel mandat si fural izrazito politiko, ki je v strogem nasprotju z vsem, kar recimo desna sredina bi lahko eventualno podprla. Ne? In potem pač, ko pride čas, ti rečejo, ne bi hvala. Ne? A veš? Ampak mislim, da gre seveda za nekaj več, ne? Ker naprimer Vrtovec je zelo jasno, kategorično zavrnil kakršnokoli možnost sodelovanja z Gibanjem Svobodo, ker je takšno nezaupanje vzpostavljeno. Jaz mislim, da je to posledica tistih vloženih kazenskih ovadb par dni pred volitvami, kar lahko gledamo z vidika kampanje kot taktično izjemno neposrečeno potezo, ampak po drugi strani pa, če so prišli do teh ugotovitev, boš pa kaj zdaj taktiziral? Ja, če si dosleden, boš to seveda naredil. Ja, se strinjam s tabo. Ja, se strinjam. Ne. Ampak, veš, tle se zdaj pogovarjamo o tem, ne? Ja, ta isti Vrtovec, pa kompanija okrog njega in njegova stranka, oni so gledali, kako je Golob se znebil Marte Kos, kako se je znebil Tatjane Bobnar, kako se je znebil Mojce Pašek, kako se je znebil še tok in tok ljudi, ne? In so verjetno si rekli tudi, ja, če pa svoje tako tamani, kaj bo šele z nami delal. Ne? In tudi to je en kamenček v mozaiku. Za zdaj, kot kaže, ne uspel ga postavljanja vlade. Govoriš o preračunljivosti, zdaj se moramo odločiti, a se gremo politiko preigravanja preračunljivosti, jaz pa zdaj ne bom vložil kazenske ovadbe samo zato, za vsak slučaj, če bi slučajno po volitvah v srabu, ali boš vseeno vztrajal na tem, da pač delaš to, za kar si bil mandat poslan. To je pač etično-moralna dilema. Naivec v meni bo vendarle pripomnil, da kazensko ovadbo vlaga tožilstvo, ki je načeloma vendarle neodvisno in pri tem naj ne bi podlegalo dnevno političnim presojam. A ni preiskovalna komisija podala
predlog. Ja, oni so dali vadbo, ampak kazensko, ampak prav obtožencev, o kateri je Vrtovec fasil nekaj dni pred tednom pred volitvami, je pa naprej, to je pač že naprej, a veš, to ni samo dajte njega preveriti. Ne, so preverili, pa so rekli, preverili so in so rekli, to je v redu, in so šli v to, zdaj pa vprašanje, kdo hotel tle komu pomagati. Ne? A veš, ne? Kaj je bil končni splen tega, ne? Sorry, Nataša, vsi smo te čisto ukinili, sam to sem hotel še reči. Antiša, mogoče se lahko strinjam s tem, ne, da so rekli, gledajte, kaj Golob dela s svojimi ljudmi, kaj bo šele z nami. Kje se pa Golob tega naučil? Sej ni glih, da bi NSI ne imela izkušnje s tem, kako je, če jih Janša povozi jemljen kisik in tako dalje. Tako da, to je tako, malo. Meni se zdi, da je Jernej Vrtovec zelo iskal izgovor, da mu ni bilo treba se začeti niti pogajati. Pričemer, seveda šele datik pred tem snemanjem, oziroma v dnevu pred tem snemanjem je postalo jasno, zakaj. Ne zato, ker ima fant premierske ambicije in on zdaj računa, on zdaj sebe dejansko, zjutraj si pogledal špegom in vidi premierja, on zdaj računa, da bo pa on pa zdaj kompromisni kandidat. A ne glava padla. To ti misliš, da on resno misli, a verjameš temu, kar se v medijih vali, ker je zdaj čas, ko se vali vse živo? Jaz sem nujno še eno digresijo, ko tegnem. Ja, sam to pač reporter piše, da naj bi se on videl kot premier. Ne? In obstaja nemajhen krog zmerno desnih intelektualcev, ki išče kadrovske variante mimo Goloba in Janše, kar je, mislim, neumno, ker ne vem, kako točno si to predstavljajo, da bi ali ena ali druga stranka glasovala za nekoga, ki ni njun lider. Ampak, meni se zdi, da je celoten ta parlamentarni cirkus zdaj je tako zelo detached from reality, da je zdaj kar naenkrat, nič več ni resnično, vse je mogoče. Točno to, Aljaž, če je možno, da je Stevanović predsednik državnega zbora, je možno tudi to, da je Vrtovec predsednik vlade ali pa kdorkoli drug, ne vem. A tega, da je šel Stevanović iz resnice. A tega pa ne povezujete z tistimi teorijami, da so v narekovaju pustili, da gre čez, zato da bi pol bilo sodelovanje ali kaj zvem, kakršnakoli Golobova varianta koalicije. Mislite, skratka, če vas jaz prav vse tri razumem, mislite, da se jim je to ponesrečilo in niso računali, da bo šel Stevo čez? Lahko sami še nekaj dodam k prejšnji razpravi. Ne? Če je res, ne, da Vrtovec iskreno zameri GS oziroma Golobu, čeprav njemu ne more, ker ovadlo ga je tožilstvo, čeprav razumem, da so jih ovadili kazensko, ne? Kaj narediš pol? Si užaljen in rečeš, ne, z vami pa namo sodelovali, ker ste me kazensko ovadili, čeprav je to tožilstvo, ali rečeš, v redu je, bom dokazal svojo nedolžnost. No, mislim, lahko bi šel še v tretjo kategorijo, rečeš, v redu, hočem biti pravosodni minister. To je pa preveč slovensko. Ne, a veš, to je pa točno ta, ne, kaj to pove o njemu, ne. Veš kaj, iz vas malo veje, sam še to, poslušam. Nikoli, kolikrat je bil že NSI v pogovorih, v pogajanjih z vlado do zdaj, enkrat zares, enkrat malo manj, se pravi 2018 s Šarcem so se kar zares pogajali, ki je Šarec nujno rabo večino in so ves čas sodelovali. 2022 so se neki pogovarjali na deleč, pa neki bi, pa ne bi, ne vem kaj, bla bla, niso jih rabili, ampak modus operandi demokratov je isti, kot je bil modus operandi NSI-ja takrat. NSI se je tokrat pač sam enostavno izločil iz tega, z dobrim razlogom. Ja, sam pri demokratih se mi zdi, da je pa nekaj drugega, veš, da je pa na končni fazi enostavno, da se Anže Logar je tako mal, ne, bipartisan v tem smislu, da on bi, pa ne more, ne. Meni se zdi, da ta želja tako kot je bil Tonin leta 2018, exactly the same. On bi, ampak pol na koncu, ko treba narediti
korak, njemu sistem crashne in se resetira, gre v blue screen of death in pride in se nazaj postavi na SDS nastavitve in pol spet traja 2 tedna, da on to malo odinštalira in pol opet jova na novo. Ne? Ker se nihče ne upa, zaradi tega zdaj, ker nimamo 5 ur za narediti tale podcast, pejmo mogoče še malo naprej. Gremo torej k temu. Stevo, se vam vsem zdi, da je bila ta strani Golobovih ponesrečeno, da niso računali, da bo šel. Če vas jaz vse prav razumem. Po mojem zihar niso računali. Nihče ni verjel, da bo to res. Ok. Kar se meni zdi posebej zanimivo, tudi to, kar vas poslušam zdaj, to, NSI, zakaj ne sodelujete? Ja, zakaj pa bi, če imajo na desni ful več glasov in desna jim je bolj naravna partnerka? Zakaj bi pa oni iskali 101 kompromis za to, da naredijo, ne vem, levo ali mešano vlado? Zakaj? Nobenega razloga nimajo. Ne, vidiš, jaz se pa tukaj ne mislim. V real političnem smislu seveda ne, ampak katere stranke so imele največ zapovedati proti polarizaciji? Kaj so imeli zapovedati, prosim, kaj so govorili. To je enako kot to problematiziranje z leve, da Stevo, pa si 5 let nazaj neko izjavo o Verovu, pa si rekel, da ne boš, kot da je to pri njemu glavni problem, ne pa to, da je bil, ne vem, obsojen, da je problematičen antivakser, da bi šel iz NATO, da bi šel iz EU, da bi šel iz WHO. Ne, oni problematizirajo, ker jih je prevarant prevaral. Pa dajmo nehati. No, to, v kaj je kdo v kampanji govoril, pa kdo bi, pa kdo ne bi, pa saj veš, da je to, mislim, poseben čas. Glej, je pa seveda tudi res, da je to vendarle standard, po katerem njihove dejanja po volitvah lahko presojamo. Lahko se strinjamo, da vsi lažejo, pa ne vem kaj, ampak to ne pomeni, da to, da lažejo, ni važno. Ne, s tem se ne smemo strinjati. S tem se ne smemo ne sme pa to postati standard. No, torej, kaj pa? Ja, ampak Andraž in kolega in kolegica, ne sme postati standard iz mandata v mandat, je ta standard nižji in to vedno bolj postaja standard. In jaz mislim, da je razprava, ki jo velja opraviti, ne to zdaj, a je kdo narisal sončka na tisto glasovnico ali pa pujska ali pa zvezdico, ne? Ampak je razprava, kaj pomeni izvolitev tazga človeka za razvoj politične kulture in političnega sistema v Sloveniji za naslednjih 4, 8, 10 ali pa 25 let. To je v bistvu, v bistvu razprava, ki jo moramo danes ali pa včeraj ali pa prejšnji petek, ko je bil Stevanovič izvoljen, ki jo bilo treba začeti opravljati. Ne pa zdaj, kdo je kaj narisal na tisto glasovnico. To je brez veze. Mislim, ampak takih situacij, to ni od včeraj, kar se je zgodilo. Takih situacij je nebroj. In šele, ko ti vidiš, kaj si dobil, se lahko začneš raztegovati. NSI je konkretno dobila in so lahko majčkeno bolj pogumni, Logar pa predvsem ni noter v parlament prišel in je spet v čisto drugi situaciji, ko gre za na katero stran bo pokleknil ali pa ne bo. Štefi, tle, če smem, bi samo eno stvar še enkrat opomnil. Vrtovc ni dobil nič več kot enega poslanca, kot ga je imel v prejšnjem mandatu, s podporo 2 novih strank. To je malo ničko. Še več, NSI proper je dobila celo enega manj. Fokus pa SLS sta vsaka po enega dobila. Pa vsi skupaj točno toliko, kot pred 4 leti, za razliko od SDS, ki je imela 45,000 več. Več jih imajo oni, pa SDS so edini, resnica je nova, ki so dobili več. Gibanje Svoboda je dobilo manj, SD je dobilo manj, Levica je pa tam, kjer je bila. 5 so imeli. Levica je tudi dobila enega več. Niso imeli 4 po 2. No, ampak hočem reči, dober, lahko si dobil enega več, ampak če si jih iz 4 na 5, je drugo, kot če si jih iz 8 na 9. Vse. Skratka, zato, ker je 9 več kot 5. Čisto preprosto. No. Ampak ne vem, zakaj ta debata s kom hoče, NSI pa noče, pač desna stran ima 48. Ne, nima, desni... v bistvu ima 43, če resnice ne štejemo na desno, ampak imaš pa Štefi tle ful dober point.
Po volitvah tisti večer se mi zdi, oprosti, dolg mi ni bilo, se tebe tudi ne, sorry. No, veš, kaj se hoče reči. Jaz mislim, da je šlo za neko iluzijo ali pa deluzijo v resnici. Ne? Po volitvah Svoboda je zmagala. In da je ta leva sredina imela občutek, premagali smo Janšo. Konc koncev je res, a ne? Dvakrat zapored premagati Janšo, tega v bistvu to ne uspeš nikomor, ne? Nikomor še ni tega uspela, ne? In v tistem trenutku je izgledalo kot, vse je v redu, a ne? Se bomo že zmenili, ne? Nihče ni bil pa pozoren na to, da v bistvu ima desna stran, ker demokrati definitivno so desna stran, vsaj tisti, ki so jih volili, to vem iz empiričnih podatkov, ne? Empiričnih podatkov, za razliko od ostalih, ki niso empirični. Medtem ko desnica, oziroma resnica, ne, je pa kaj? A je to levica? A je to desnica? Ja, bolj kot levica. Ne? Če pogledaš stališča njihova okrog določenih stvari, so absolutno bolj desna kot leva, tista, ki pa niso desna v smislu, da niso enaka kot so stališča SDS ali pa NSI-ja, so pa pač vse drugo, sam niso leva. Ne? Tako da jaz ne vem, kaj tle računal s tem. Ne? Zdaj, glede na to, da je Stevo na čelu državnega zbora prišel s pač 48 glasovi SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnice, ali če bi šel Dan Stout, je to tudi nova četrta Janševa vlada na vidiku? Ja, če leva sredina na čelu z Gibanjem Svoboda nima čudežnega trika v rokavu, in z vsakim dnem z vsakim dnem je bolj očitno, da nima takega trika oziroma aduta v rokavu, potem jaz mislim, Nataša, da odgovor je ja. Ne? To je obris, pa ne to Zoran Stevanović še toliko zanika, to je obris in napoved nove koalicije. Razen če, kot sem rekel, razen če Golob ne pride nekaj čudežnega in reče mi imamo pa dva od NSI, pa enega demokrata, pa enega ne vem še odkot, od SDS-a, pa bomo mi šli k Nataši Pirc Musar, bomo rekli, mi imamo pa, skratka, jaz mislim, da Nataša odgovor je da. Značnih glasovnicah ful verjetno. Ja. Odgovor je da, na kratko čist Aljaž in Andraž, ali menita drugače? Ja, jaz mislim, da drugače, zato ker bo imel Janez Janša higienski problem vendarle kooptirati Stevanovića, tako da jaz mislim, da ni neverjetno, da gledamo scenarij manjšinske vlade. Ja, pod vodstvom Janeza Janše, da se razumemo, ampak da bo resnica ostala od zunaj, kar kratkoročno pač reši problem keeping up appearances, z lepo slovenščino. Vprašanje pa, kako bo ta vlada operativna, pa vprašanje tudi, koliko mora biti operativna, ker sej pri teh stvareh, vsaj pri Janši gre velikrat samo zato, da je on na oblasti, zato da lahko postavi svojo usporedno strukturo upravljanja z ključnimi sistemi države, ki nimajo zveze z parlamentom, vlado in tako dalje. Ja, no, brez resnice ima 43, če dobi še enega, sta pol manjšinca že avtomatsko zraven. 43 je več kot 40, ne? Ja. Kaj pa lahko... Oprosti, sam do manjšinca imata spet tradicija, ne zagotavljata večine. Ona dva se priključita samo pri glasovanju, o mandatarju in takih stvarih. Pa govorimo o glasovanju, o zakonih. Imajo pa oni komfortnih 43 napram 40. Brez resnice lahko zakone sprejemajo. Kar lepo, ker kot smo opazili tudi pri glasovanju o predsedniku državnega zbora, so zelo disciplinirani in si zelo zaupajo. Ja, z pikcami in križci in krožci. Ne bo pa ful zafrknjeno za enega in drugega. Čakaj, samo to, variante, da pa bi prišlo do ponovnih volitev, ki jaz sicer dvomim, da bi lahko pokazala kaj zelo drugače, tega ne vidite? Ne. To je... Zmeri manj. Zmeri manj, ok. Kaj lahko naredi? To mi zdaj že od vsega začetka verjetno, ampak kot reče Aljaž, teden dni v politiki je dolga doba, Ja. Je pa to daleč najmanj verjetno. Da gre zdaj tudi malo na izčrpavanje, Najmanj verjetna varianta. Ko imaš enkrat Stevanovića na mestu predsednika državnega zbora, nimaš dovolj glasov za predčasne volitve.
Predsednica države Nataša Pirc Musar je rekla, da tisti, ki bo k njej prišel z 46 glasovi, tistmu bo dala mandatarstvo. Kakšne so pravzaprav njene opcije? Tlele zdaj. A ima kaj zelo velik za narediti, za odločiti, ali niti ne? Kar je rekla. Ja, prvič, kar je rekla, drugič, ustava je jasna, ona predlaga, ona nima diskrecijske pravice, bo predlagala, ne bo predlagala. To je samo v prvem krogu, a ne, je tako, ona. ja. V drugem Ma pa- krogu je lahko že drug scenarij, 10 poslancev prinese in je Prvič, to. ja. Tisto, kar ima ona ima manevrski prostor 30 dni. Ne, kar pomeni, da če ona bi to zdaj vlekla do konca, se pravi do 10. ali 9. maja, bi lahko, je to recimo čas, ki ga ima lahko ali ena stran, da konsolidira podporo, ali druga, da poskuša to podporo dekonsolidirati, one way or the other. Ne? To so njene opcije, ampak ko bo zastavica, pač ko bo čas potekel, ne, bo ona morala nekoga predlagati. Pa če tudi ta oseba ne bo prinesla 46 glasov. Jaz mislim, da je ona to rekla zato, ker je gledala raziskave javnega mnenja in se je ustrašila tega, da bo Janša relativni zmagovalec volitev. Ker vendarle Nataša Pirc Musar je bolj leva kot desna, tle ni nobenih skrivnosti. In za vsak slučaj si je zmislila to formulo. Ne? Jaz bom dala mandatarstvo unemu, ki bo prinesel mi darov 46. Ne? Zdaj se stvari malo obrnile. A je zdaj čas, ki bo seveda je igra potrpljenja, čakanja na priložnosti tudi, a je tudi dober čas, meni se že zdi, da je tako, za kakšne prehode iz ene v drugo stranko. A smo imeli že kdaj, da so v tako kratkem roku prestopali? Ja, Pucko je bil tak primer, ne? Pa Polonca. Ja, sam ne v tako kratkem roku, Andraž, veš? A ni bila Polonca tudi v takem momentu? Ne. Ki je omogočila? Ne po volitvah. Ne, okay, Polonca Dobrajc je omogočila leta 2000 Bajukovo vlado. Bajukovo, ne? Ja, ni bilo po volitvah. Ja. Ni bilo po volitvah, to je bilo v bistvu drži. Par mesecev pred volitvami. Ne? Pucko, torej edini primer. Pucko je pa tak primer. Sprašujem zaradi tega, ne, ker so takšna, ker je tako zelo izenačeno, pa tako vsi za drobiške iščejo po žepih in se med tem o eni stranki govori, kjer naj bi bila razhajanja. To so demokrati, sicer njihov predsednik pravi, da temu ni tako, ne. Slišimo drugače, kaj Čaršija pravi? Čaršija pravi, ne, da naj bi 2-3 malo tako vlekli, da jim ni najbolj povšeči, če bi šli z Janšo naprej. Imam jaz prave Čaršije, niso čisto sveže. Jaz tisto, kar sem slišal na poročilih, ne, oziroma prebral v medijih, je pa to ni čisto neverjeten razvoj stvari. Namreč Anže Logar ni v parlamentu, ne, z razliko od njegovih poslancev, ki tam so in imajo zdaj v tem trenutku moč, da rečejo predsednik, vse v redu, kar ti misliš, ampak nismo bili izvoljeni, ti pa ne. In še nekaj je, ne. Anže Logar je v zadnjih 4 letih predstavil textbook tega, kako v parlamentu enkrat, ko si izvoljen, ravnati drugače, kot si želi oziroma veleva stranka, na listi katere si bil izvoljen. Tako da tukaj njegova zagata dvojna, ker če bo skušal uveljavljati strankarsko disciplino, mu z vso legitimnostjo izvoljeni poslanci lahko rečejo, predsednik, pa se smo te gledali 4 leta, kako si se izgovarjal, da ti ni treba delati tako, kot dela tvoja donedavna stranka. Tako da problem argumentacije, zakaj bi zdaj stranka morala ravnati tako, kot si morda želi on, bo kar precejšen. Ja, ker jaz sem pred dnevi govorila z eno osebo, ki je svoj čas disciplinirala, vodila poslansko skupino na levi in je rekla in govori o tem, kaj to pomeni, če te ni zraven, ker Logarja seveda ne more biti toliko zraven. Ne. Je rekla, ne samo glasovanja, na skret sem mogla gledati
kdo je šel, pa kdo je šel za njim, ker se je iz minute v minuto spreminjal. Tlele pa ni nobenega, ki bo zraven, ne, da bi jih pazil. In predvidevam, da če bi jaz bila izvoljena in bi iskala dodatne glasove, bi kar orang skakala za temi, ki se zdijo, a veš, ovčice brez svojega gospodarja še, ali pa te, ki so na novo. Ti se mi zdijo najbolj dovzetni, da se jih bi najlažje dalo speljati. Po drugi strani pa na njih najlažje pritisneš, ne? Veš, ker še ne poznajo vsega in tako dalje. In jih hočem reči, in tudi najlažje zagroziš, da ne morete slediti, ker ne vem, sicer bo žveplo padalo z neba, poslanske klopi se bodo vnele, ne, in pač vaša duša bo večno prekleta. Hočem reči, najlažje padajo na ta blef. Ne? Da se jih obrniti. No. Tako, ne? Ali pa držati v šahu in strahu. Ne? Zdaj, na eni strani imaš, veš, nek tak, se mi zdi, wishful thinking, predvsem tistih levo od sredine. Ne? Vse mogoče pa še obstaja upanje. Ne? Pa sej Logar je pa tako govoril, ne? Pa demokrati niso Janša, pa ne vem kaj. Ne? Jaz mislim, da to je neko tako lažno upanje v resnici. Ne? Ker po drugi strani smo bili soočeni z jasno označenimi glasovnicami. Jaz še vedno upam, da bo nekdo se lotil forenzične analize znakcev kot takih, svoje simbolne analize na ravni simbola. Ful pogrešam unga gospoda, ki je včasih v Dnevniku pred ne vem koliko leti tolmačil pravilnost oziroma pristnost nekih zapisov. Je bil Pogačnik, a se kaj spomnite? Mislim, da se tako imenoval. Grafolog, ja. Grafolog, ali bil Pogačnik, ne vem. Ja, ki je tako zelo jasno, lepo razložil, ne, kako, zakaj vemo, kaj je res. V glavnem, tle bi se dal veliko z tega narediti, ampak da skrajšam. Na drugi strani, ne. A ne, ti kar povej bolj na dolgo, no. Prijatelj moj. A se ti kam mudi? Ja, absolutno. Na drugi strani ne, govorimo pa o stranki, ki ima, kot ste podarili, predsednika, ki ni tam, ki v bistvu uraduje skozi družbena omrežja svojo poslansko skupino in dejansko nima toliko veliko vpliva, kot bi ga lahko imel, če bi bil tam not sedel. Seveda. In ena stvar, ki je tle, ki pa daje upanje, ne, da se lahko še kaj spremeni, govorimo spet o upanju leve sredine, je pa ta, ne, da gre za ljudi, ki so vam morda tudi oni sami verjeli, tako kot nekateri njihovi volivci, da gre za neko novo smer. Ne. In ti ljudje, teh 6 poslancev, ki tam sedijo in ki hodijo vsak dan domov, imajo tudi svoje kaj ne rečem, družino, sorodnike, prijatelje, sosede, ki jih gledajo tako ali drugače po strani ali pa naravnost oči. Tako da tle neko sredstvo pritiska definitivno obstaja, za razliko od pač tistih, ki sedijo v vrstah poslanskih klopeh SDS-a in NSI. Jaz mislim, to, kar si rekla ti prej, Nataša, ne popraska tam enega, pa tam dva, tle sploh ni nobene možnosti whatsoever. Glede na to, kako so pa označili glasovnice, pa tudi ne vidim realnih scenarijev, po katerem bi se lahko to zgodilo v primeru demokratov. Mislim, tako, ne, pač, ker se moram navezati na to, ne, na upanje. Upanje umira zadnje, ne, tako je za mornarji iz Kurska. Tako je za Nado. Za Nado, ja. Ja, ampak je tisto, kar je problem tukaj, je, da ti rabiš ne, da rečem, razsud ali pa odlepati od ene poslanske skupine, rabiš 2, ne? Ker Logar ima en problem. Jaz sem tudi slišal to, kar je Nataša slišala, da je tam nekaj poslancev bolj se nagiba k sodelovanju v Golobu, ampak po drugi strani se pa bolj kot ne enako število nagiba k sodelovanju z Janšo. Torej, tudi če grejo demokrati na drugo stran, ne, prepada, njemu verjetno poslanska skupina razpade. Imaš pol 3-3 in na levi imajo to pol še vedno premalo, kar pomeni, da se je treba še z resnico ukvarjati. Ne? In ko smo že pri tem vibe, ki sem ga jaz dobil iz svobodnega tabora, je bil, da še dobro, da se Janša z njim zmenil, ker če ne bi se morali mi. Pa bi enako grdo izgledali ali pa še grš. Ne? Po drugi strani je pa tako, da je, kar se Logarja tiče, je pa vendarle en workaround, ne? Zakaj ga pa oni ne naredijo za sekretarja poslanske skupine zdajle? Začasno. A veš?
Pa bi lahko bil dosti blizu, zaposlen bi bil v parlamentu, tako dalje. Jaz ne vem, ali razmišljajo o tem ali ne. Če ne razmišljajo, ne vem, zakaj ne. No. Aha, da bi ti bi predsednika za postavo za sekretarja, zato da bi bil zraven. Tako, mislim, če ga moti, je pa seveda tudi možno, da je on to outsourcal Žanu Mahniču, pa Žan Mahnič ali kdorkoli že pri SDS-u, ima pa dovolj izkušenj z nadzorovanjem poslanskih skupin. In evo, mimo grede, še to. A je še kdo opazil, da je bila samo mularija pri SDS-u pa NSI-ju tista, ki je dala podpise za Stevota? Kaj so bili 3 iz SDS-a, pa 3 iz NSI-ja, ampak to so bili samo mladi poslanci. Kosi, pa Drve, Hriboršek, ali Hribovšek, ali kaj že. Drveta ne damo, ja. Ja, pa Mahnič, pa skratka eni mladi liki, ki se mi zdi, da so mečkam bolj na Stevotovi antivaks pseudoznanstveni frekvenci, kot morda neki resni uglajeni člani SDS-a in NSI-ja. Tam male so počike poslali. Ne samo počike poslali, tam mali imajo street credibility pri Stevotovih volivcih, recimo. Čeprav to, kar rečeš, tam mali, to je tako kar mal, ne. Mahnič je koliko že, 3 mandate, ne. On ni tam mal zares noter. Pa to tudi čist ne drži empirično spet, ne, ker resnice niso volili tam mali. A to imaš podatke, kdo je resnico? Absolutno, demografsko? Jaz sem popolne profile. Ja, se smo naredili si že delil? Tebe ni bilo, Štefi, tebe ni bilo. Oprosti, ja. Tebe ni bilo, ja. Zanj sem razlagal v prejšnji epizodi. Ok, se ni treba ponavljati. Zdaj vemo, da Nataša ne posluša tistih epizod, ki jih nikaj ni not, ne? Ne, Aljaž, ne, not fair, ker mislim, da tega pa nisem omenil. Jaz sem razlagal takrat samo o tistem redkem trenutku, ko sem prišel do besede, o prehodih med pred pa po volitvah, pred pa na volitvah. Nisem pa govoril o profilih. Profil volivcev resnice je izjemno zanimiv. Največja skupina demografsko starostno gledano so milenici, ne pričakovano. To si tudi povedal. A sem povedal, no ok, v redu. Si povedal. Ja. Nisem pa povedal še enega zanimivega detajla, ne, trivija tako rekočne. Mi imamo, ene take lepe tabelce, kjer se zelo modro ali pa zelo rdeče obarvajo odstotki, ki zelo odstopajo v eno ali pa drugo smer. Se pravi, modra je izrazito nadpovprečna vrednost, rdeča je izrazito podpovprečna. Ne govorimo o absolutni vrednosti, govorimo o relativnem odstopanju. In na vprašanje, kakšna je vaša izobrazba, katera celica pri volivcih resnice je temno modro obarvana, to pomeni, da je relativno odstopanje izjemno visoko v primerjavi s populacijsko vrednostjo. A imate kakšen odgovor na to vprašanje? Imamo. Visoko izobraženi. Niti podrazno. Ne, kaj pa? Pod srednjo šolo bi jaz rekla, poklicna. Ne, gre za odgovor, ne želim odgovoriti. Ok. Okay. Ne vemo. Absolutno, ne, odgovor, ki ima nadpovprečno vrednost, ne želim odgovoriti, ne moj odgovor. Skratka, ne želijo povedati, ali so visoko, ali ne srednji, želijo odgovoriti na to ali vprašanje. nižje Ja, ima izrazito visoko izobraženi, odstopanje. zaradi tega, ker samo imajo pri tudi njih. Zaradi tega, ker tudi ne verjamejo. Ker ne seveda, verjamejo, v tako je. izobraževanje, ne. Tako. A veš, to oni so tudi tisti, ki pozivajo k temu, pojmo iz šol ven, ker kaj ti pa šola lahko da, pojmo na AI akademijo. To je to, ne? Homeschooling. Reč pa najmlajši, med najmlajšimi so zmagali Pirati, tega Mediana ni objavila. Med vsemi strankami najvišji delež najmlajših so imeli Pirati, ampak potem so pa že NSI pa Levica. No, pojmo pol. Evo, ker smo že pri ugibanjih, kakšne koalicije se lahko izrišejo, kaj se kaže, imamo, Aljaž, poslušalca Matevža, ki je z nami eno divjo misel delil, idejo, pravi mogoče celo teorija zarote, in se sprašuje, kaj če so se na desnem delu in resnici zmenili, da zdaj približno nakažejo neko vlado, kao neki sestavijo, sam toliko, da Golob prizna, da je izgubil, da odstopi kot predsednik Svobode. Zdaj jaz dodajam, ker če je ena stvar, kar se veliko pojavlja te dni, je, ali si predstavljamo,
aktualnega premijeja, da bi res sedel v poslanskih klopeh. Skratka, on sprašuje, da bi to naredili, da Golob odstopi kot predsednik, da gre za poslanca, tudi ne za poslanca, ampak da gre nazaj v industrijo, v penzijo, whatever, da se umakne, da s tem bi se, ali tudi verjamete to, Svoboda precej oslabila in ko bi se to zgodilo, hopa cupa predčasne volitve. Da ni šans, meni, da se Svoboda uspe reorganizirati v tako kratkem času in postaviti enega prepoznavnega liderco, ki bi tako vlekel kot Golob in da bi mogoče ta blok pa pol na predčasnih pa res lahko dobil 60+. Ta teorija, Antiša, se tebi ziher zdi blizu. Pa kje si mene najdla za priseženega Tebe sem našla, ker si... ljubitelja teorij zarote, ja. Ja, Antiša, ta ti je na dlan ti je položena. Na kožo pisana. Sej se zaveda, Žogo imaš na penal. Matevž se zaveda, pravi, da je to en res long stretch, ampak kaj pa če, ne? Sej tudi lej, loto, kaj pa če? Sam srečko je treba kupiti, ne? Sam srečko je treba. Mislim, Matevž, če sme biti oseben, neposreden in prav nič diskreten, ne, pogovori se s Stevanovičem. Ja, kaj si hotel zdaj povedati? Teorije zarot? Ja, no, ampak ajde, no, a si predstavljate, če gre naprej to, kar se predvideva, torej desna koalicija, kar bi pomenilo, da gre Gibanje Svoboda in premier Golob v poslansko klop, a si ga predstavljamo njegov profil, da bi odsedel 4 leta. Ker Janši je to, Odsedel Ja, okej, to se 4 lahko. leta. Mislim, ker A kaj veš, Janša, česar mi ne, ali kaj? Janša je to edino, kar zna. To je to. Celo svojo kariero je v politiki. Koliko je? 3 mandate na vladi, ostalo 7 mandatov, 6 izven vlade. To je to, kar on zna. Ampak Golob je pa iz gospodarstva prišel, ne, in vedno na top pozicijah, ali ga vidimo v poslanskih klopeh. In kaj se zgodi, če on reče, pa dobro, to je zdaj pa se pa upravičujem, zdaj sem pa že malo na teh zarotah. Če. Antiša, izvoli. Antiša je več kot navdušen. V zadnjem obdobju, v zadnjem tednu, 10 dneh, mogoče se kar pojavljajo informacije, da Golob pa Boštjančič pa pač ne bosta v državnem zboru. Ne? Tako da to, to je pred 13 leti enako sporočilo je dal tudi Zoran Janković, če se spomnite. Ne? Zoran Janković ni bil v parlamentu. Rekel, jaz bom ali predsednik vlade, v parlamentu pa ne bom sedel, ker je škoda mojega časa. Ja, seveda. S tem, da je bil on župan. Ne? Župan je bil. Ampak to je že bilo takrat, ko nisi mogel biti oboje, veš? Sej vem, sej odstopil, pa je šel pol takoj nazaj. Ja. Tako, ja. Ne, to je treba biti natančen, ampak Antiša, ja, res je, ta trik je zanimiv, ampak Antiša je povedal. Jaz mislim, da to, kar se nakazuje v tem trenutku, ne, in Andraž se ne bo strinjal z mano, ampak v tem trenutku se nakazuje, da bo Gibanje Svoboda v opoziciji in če se to zgodi, jaz mislim, da je to, lahko napovemo, konec Gibanja Svoboda, kot ga poznamo danes. 4 leta so dolga, to je, če je teden dni v politiki dolga doba, kot pravi Aljaž, ne, so 4 leta neskončno dolga. In za stranko, in jaz mislim, da to pač je treba priznati in to tako tudi reči, ne, stranka, katere kohezivni element, ključni kohezivni element je bil obet oblasti in potem tudi oblast, mislim, da v opoziciji bo zelo, zelo, zelo težko preživela. Tako da jaz mislim, da če bojo pristali v opoziciji, da lahko začnemo gledati prve indice, kdo se bo kam premaknil. Mi smo nenazadnje nekaj podobnega spremljali že v obdobju po porazu LDS leta 2004.
tako da mi to vemo, kako izgleda, ne? In mislim, da tukaj ne bo dosti drugače. Ja, veš kva, več stvari. Najprej, da rešimo misterij Zorana Jankovića. Ne? Zoran Janković je uporabil dikcijo, ki se reče, da če se ti izvoljen na drugo funkcijo, ti prejšnja preneha. Ne? Kar pomeni, da ko je bil on kot župan izvoljen za poslanca, je njemu županska funkcija prenehala in pol, ko je bil nazaj izvoljen za župana, in mu je poslanska funkcija prenehala. Ne? Jaz mislim, da enih nadomestnih županskih volitev ne v Kromberku, ne v Novi Gorici, ne v Ljubljani ne bo. Zdaj do poletja. Kar pomeni, da bo moral Robert Golob odsedeti vsaj 6 mesecev. Ker če odstopi poslanca ali poslanka preko 6 mesecih po volitvah, se v njenem okraju izvedajo nove volitve. Dobro, 6 mesecev bo zdržal. Čakaj, ja. V primeru Roberta Goloba bi bila to celo 2, ne? Ker on je v 2 okrajih kandidiral in je vprašanje zdaj sploh, kdo bi pol tam not prišel. Oziroma, če bi imel predčasne volitve. Isto seveda velja za Boštjančiča. Tisto, kar je zanimivo, je, da mi imamo lokalne volitve jeseni. In zdaj sem pač po nekih kanalih slišal, ne, da kaj pa, če bi... Ne boš tega rekel. Ja, jaz sem tudi rekel ne, ampak poleg tega zdaj hoče itak Urška Klakočar Zupančič. Menda, ne, se govori, da bi ona malo pogledovala proti mestni hiši, predvsem pa ne vemo, kaj bo Zoran Janković naredil. Ne? Ampak jaz odkrito povem... Čak, povej, kaj si hotel, ker ne vem, če vejo ljudje, kaj si hotel reči. Ja, ena varianta... Jaz tudi ne vem. Čaršija pravi, da kaj pa, če bi Robert Golob nehal biti poslanec tako, da postane ljubljanski župan. Staviš par dingovih ledvičk na to. Niti podrazno. Ampak glej, če smo že pri da nič ni resnično in vse mogoče. Anyway. A lahko je, Štefi? Jaz sem samo to hotel reči. Jaz vendarle vidim Goloba, ki ostane v parlamentu, iz enega samega razloga. Zato, ker je Janševa vlada nestabilna in se ti lahko naredi inverzni šarec, ko je najprej Janša, pa se potem je z resnico in za nezadovoljene demokrati stvar toliko nestabilna, da potem po leto in pol mu vlada pade in pač Golob reče, hop, saj sem vendar tu, ne? Ali se še spomnite moje osnovne ponudbe. Zato mislim, da bi on znal ostati lepo v parlamentu. Ja, izvoli, Andraž. Toliko stvari imam za povedati, da zdaj pa sem končno razumel ljudi, ki hodijo na televizije in si zapiske pišejo na papir, vpričal vse slovenske javnosti, da pa nekaj povejo. Upam, da se bom spomnil vsega. Prva stvar, vrnil se bom na začetek našega podcasta, na Mojco Pašek Ščetinc, ki jo je čakala služba, ko smo ugotovili, ne? Katera služba čaka Roberta Goloba? In zdaj grem na drugo točko. Zakaj je Robert Golob šel v politiko? Se dobro spomnimo, zakaj. Zato, ker ga niso potrdili na mesto šefa po 15 letih še enkrat tam, kjer je skozi bil. A je on zdaj v situaciji, ker lahko gre tja nazaj? V bistvu ne, ker razlogi, zakaj tam ne more biti, so isti, kot so bili. Zakaj bi šel torej ven iz politike? Ne razumem. Tretja stvar, zelo se strinjam z Aljažem. Stvari so nestabilne. Ena stvar, ki je nismo mogoče danes poudarili, je, da smo imeli v zgodovini Slovenije natanko 2 vladi, ki sta jih vodila predsednika vlade, ki nista zmagala na volitvah. Prvi je bil Janez Janša leta 2011, drugi je bil Marjan Šarec leta 2018. Nobena od teh 2 vlad ni zdržala dlje kot leto in nekaj čez. Zakaj mislimo, da bo ta vlada manjšinska, kot se obeta, Janševa zdržala kaj več od tega? Ne nazadnje, Janša je vodil manjšinsko vlado tudi v času epidemije, vendar tega nihče ni opazil, ker je vodil vlado z dekreti, pa vsi so vedeli, da so volitve na obzorju, pa se ni nič s tem ukvarjal. Tako da moja stava v tem primeru je, da se Robert Golob za Boštjančiča v bistvu ne vem, ker ne vem, kje je bil prej,
ne bo umaknil z te pozicije, vsaj dokler bo tlelo upanje, da se lahko stvar obrne okrog. Razlogov, da to verjame, je pa kar dost. Bistveno več kot je razlogov, da verjame, da lahko sestavi vlado zdaj. Ker je res zelo, ne da se drugače reči, kot zelo zajebkan rezultat za sestavljati karkoli, pa vsi se resnice z razlogom otepajo. 29 poslancev je dobil, mislim, da sem v eni od epizod LDGD povedala, koliko veliko enega denarja to pomeni kot rednega prihodka iz državnega proračuna in s katerim lahko krepijo svoje lokalne mreže, hkrati pa, to bi recimo jaz delala, če bi bila na njihovih mestih, ker je tako šibko stanje, rukaš noro od začetka in probaš zrušiti tisto, kar je. A se spomnite lani, se opravičujem, 4 leta nazaj, ko je Golob prevzel oblast, pa je prišla SDS z nekimi 30 predlogi zakonskimi in še zakon o vladi. Kaj je naredila ta ista Golobova skupina poslanska? Prvi dan, celo noč so stražarali mandat, ko se je pisalo in govorilo pred vrati neke komisije ali kaj, da so vložili neki predložili. Očitno se znajo neki it, a ne? Mene, veš, ne samo to. Ja? Mislim, take stvari mi kaže bolj to smer, da se absolutno ne predajajo. Ne? Naslov na 24 ur, v prvih 48 urah stranke vložili že 12 predlogov zakonov. Večino z leve strani. Samo 12. Sej, v njih 37 je bilo tudi brez veze, od ene 3 so bile res ta pravi, vse ostalo bilo sam za... Čak, da bo vlada konstituirana. No, sej tako, ne. Tako da, skratka, zanimivo bo. Res mislim, da bo in mislim, da tudi prvotni šok je pač mogoče mečkam popustil, ne, in zdaj mu dela prostor jezi in jeza je pa lahko velik motivator, ne, ki dolg časa traja. Pa še ena stvar, imamo predsednika državnega zbora, ki napoveduje obisk v Moskvi, s čimer bo imel Janša slejko prej problem, ne samo osebno, mislim, osebno itak nima nobenega problema, ker naredi karkoli je lahko in je treba, da postane predsednik vlade, ampak problem bo imel s podporo. Se ga ne bi imel v koaliciji, se bi sam projektno malo sodeloval z njim. Mislim, pazi, če bo šel Stevanović predaleč, bo Janšo nekdo enkrat poklical po telefonu, to mu rekel stari, zdaj pa dost. Jaz mislim, da je Stevo strašno dobra novica na mestu predsednika državnega zbora, da si lahko res obetamo zanimive stvari, kot je on rekel, lejte, sem kot pika polonica, imam kakšno črno piko, ampak prinašam srečo. Tako da... in darove predsednici. Tako, darove. Kaj pa je narobe, če bo šel Aljaž v Moskvo malo pogledati stvari? Kaj pa je narobe, če bomo šli z NATO-m referendum? Kaj pa je narobe, če gremo ven iz VHO-ja? Saj smo vendar samo, kle se pa ona dva kar strinjata, ker Janša bi šel tudi ven iz VHO-ja, če se prav spomnim. On je takrat v pandemiji, on ni govoril, da mora odstopati, pa ne vem kva. Ker statistike niso prav kazala, ne? Neki takšnega. Pač tako nekaj bilo Janša pa VHO. Napačnih interpretacij uspeha ukrepanj slovenske vlade v času epidemije. Seveda. Vsi vemo, na kateri strani bi bil Janša v času epidemije, če ne bi bil na oblasti, a ne? Tako, jaz se strinjam z Andražem, da če bo Stevanović soliral sploh po pitanju Rusije in Ukrajine, bo to bosta zelo hitro zapela, ne? In zna biti to, mislim, pa ne pozabimo, da je, vsaj po mojem mnenju, ravno to prorusko stališče glavni motivator obstoja Stevanovićeve stranke. Ne, zakaj so ga ljudje volili, ampak zakaj je stranka nastala v resnici. Ne pozabimo v njih par likov pred državnim zborom z ruskimi zastavami pred vrati. Ne?
Ja. Ta afera Black Cube je pa, sem jaz to v glavi, je to res malo potihnilo? Mislim, saj si lahko predstavljam, da je v interesu obojim, eni z malo shady zbiranjem informacij in državnimi organi za privat namene, eni drugi pa, ki so morda res koristili ene sporne usluge, ampak a sam jaz imam ta občutek, da je Black Cube majčkan na drugem tiru? Ne. Lars pa Sven, kocke mečeta. Aha, zdaj smo pa tam. Okay. Dobro si ti pripeljala do politbizarke zdaj to, ker nisi edina, ki ima ta občutek. Tak občutek ima tudi relativno večina tistih, ki so glasovali v politbizarki. Namreč, Antiša je zmagal. Za Mišiga, ampak si zmagal. Tako. Dobar je. Ja. To, da je afera Black Cube zginila z naslovnic, moti, je pač opozilo kar nekaj ljudi in pač jih moti. Zdaj, kolikor jaz vem, se nadležni organi s tem bavijo. Bomo videli, če bojo kakšne obtožnice ali pa vsaj ovadbe. Ampak v smislu javne razprave, pa razen tega, da mladina še pač mičken molze to zgodbo, jaz česa drugega res nisem opazil. Ja, se noben ima več tega. Okay. Pa predlagam, ker če Antiša glede na to, da si zmagal, pa daj povej, s čim greš pa v boj v naslednjem krogu, ki bo pa že 17. krog. 17. krog. Ni kolo, Nataša, ni kolo, je krog. Kolo, dolgo časa smo ga plesali, Pa ne vem, če ga še vedno ne na tej sceni, veš? Jaz bom tokrat kandidiral prepogosto tišino in telope na parlamentarnem kanalu. Jaz sem tako, jaz ne vem za vas tri, ki imate na svojih televizijah programiran parlamentarni kanal. Jaz ga imam recimo na številki 6, In sem te stvari, vsebino parlamentarnega programa kar pogosto gledal. Zdaj pa se vse večkrat zavem, da je tam en telop, ki napoveduje, spremljanje parlamentarnih aktivnosti, čez en dan, čez 2 dni, čez 3 dni, ne vem kdaj. Kar se mi zdi zelo škoda. Dajte mi koprska, dajte mi lendavska, dajte mi mariborska poročila, dajte mi reprize, ne vem že česa, večernih pogovorov od Berganta. Vse to mi dajte, sam ne mi dati, prosim, telopov program pripravljamo za, ne vem, čez en dan ali pa čez 2 dni, ali pa tudi čez 4 ure. To se mi zdi tako brez veze. Pa škoda, dajte mi Euronews, dajte mi karkoli že. Samo ne akvarij. Ne akvarija, lih to sem hotel reči. Ne mi dati tistega, program sledi. Kamin. Ajde, za Božič dajte kamin, tam od 15. decembra naprej dajte kamin, ni noben problem. Ampak ne pa prosim stil stora, kot se temu reče, pa program še pride. To se mi zdi tako, ker glede na to, da to imamo, je fino, če na tem tudi kaj vsebine. Če ne drugega bi lahko dal, program Ljubljanski zoo. Ironija je ta, Kaj je ironija, Andraž? Ta tretji program je uvedla ena Janševa vlada, se mi zdi, ne vem, kdaj je bilo to. Da bodo ljudje videli resnico. In zdaj se ti bo želja uresničila, ker veš, kaj bo ta Janševa vlada najprej naredila. Ta RTV bo total požgala. Mogoče bo pa sam tretji program ustal. Tega me je strah, ampak o tem bomo še govorili, ko bomo do tega prišli. Andraž, izvoli. Moja bizarka, zdaj se bom pa vrnil nazaj in rahlo bom ganjen, morda ne mara, celo čustven. Enkrat sem v Fažani sedel v enem lepo hladnem špricarju in razmišljal, Štefi je zanč rekla, kakšna rubrika nova, in pa sem se nekako namislil rubriko, ki danes rečemo politbizarka, zato, ker se mi zdelo, da je res fajn, če bi zbrali na kup take stvari, ki so res bizarne v slovenski politiki. In pa je ta rubrika lepo zaživela in krasno se razživela in toliko enih predlogov so imeli in toliko enega veselja s tem, da bi se v nekem trenutku zdelo, kot da bi lahko bila ta rubrika kar sama svoj podcast. Mislim, da je bil celo nek predlog, da bi lahko imeli
spin-off politbizarka. Včasih smo tudi malo zašli, pa so se not pojavljale pač neke interpretacije nekih stvari, ki se nam osebno zdijo bizarne, ampak, ne, da skrajšam, res ne maram biti dolg. Izvolitev predsednika državnega zbora, ne zaradi načina, ne zaradi pričakovanj, razočaranj, ne zaradi takih strategij, ampak zgolj zaradi dejstva, da imamo danes v Sloveniji na čelu državnega zbora, parlamenta, človeka, ki zanika znanost, ki zanika podnebne spremembe, ki zanika viruse, ki zanika ne vem kaj, vse se da pač zanika, vse, kar lahko pač najdeš na Facebooku, kjer zanikajo vse, ker saj mal smrdi potem, da to predlagajo avtoritete. Predsednika stranke, ki je dobila najmanj glasov od tistih, ki sedijo v državnem zboru, izpričanega ne vem kaj še vse, to je ena najbolj bizarna stvar, ki se je zgodila, odkar obstaja rubrika Politbizarka. Kar kronska. Nadbizarka. Moram reči, kar kronska, toliko zelo, da bom zdaj eno vajenko igrala v tej tvoji zgodbi, če dovoliš, Aljaž, bi nadaljevala, ker je moja bizarka je pa to jokanje na levi, češ, lejte, prevarant Stevo, pa tako je govoril, s kom bo šel, pa ne bo šel. Tako sem že povedala tekom oddaje, kaj vse je problematično pri njemu, od tega, kar je Andraž tudi ravnokar naštel, bogato zgodovino ima populističnih izmišljotin, iz WHO bi šel, iz NATO, iz EU, pravnomočno obsojen, CV niti približno za to, da zasede takšen položaj, predvsem pa na levi jokajo, zakaj ni šel z njimi ena takšna oseba, izpostavljajo pa, saj si pred leti podpisal tisto izjavo in jo celo overovil, da ne bo šel. Tako da prevarant nas je prevaral, to ogorčenje na levi je pa moja bizarka. Aljaž? Sam moment, ker bizarke komentiramo, moram nujno nekaj dodati. Nataša, tole, kar si pa zdaj rekla, pa ni res, ne? Nihče od njih ni rekel, zakaj nisi šel z nami. Oni so rekli, da ga izrecno niso podpirali kot kandidata. Mislim, oni so poskusili njegovo podporo dobiti za kakršnakoli sestavljanja in lej, Andraž, družbena omrežja so polna ogorčenja nad tem in z leve, kaj je dal overoat, da zdaj se pa izkazuje, da bo podprl eno točno tisto stran, proti kateri se je zaklinjal, da ne bo. Polna. Ok, skratka, Nataši se zdi bizarno to, da je nekdo dejansko mislil, da bo... Da je na levi ne problematizirajo vsega tistega, kar je problematično pri Stevotu, še najbolj pa se jim zdi sporno to, da jih je prevaral prevarant. No? Mislim, kako njemu karkoli lahko verjameš. Ok. Moja politbizarka pa ne bo Zoran Stevanović, bo pa Janez Cigler Kralj. Človek, za katerega mislim, da je imel mogoče vendarle majčken priokusa v ustih, ne? Ko je moral glasovati za Zorana Stevanovića, ker o njem se je pa tudi že govoril tako, ne? Skoraj da je že zavese izbiral za pisarno, ne? Predsednika državnega zbora. Ampak je on tudi član mandatno-volilne komisije, ki je bila za tiste, ki to res spremljamo, ne, tak amuzbuš z lepo slovenščino pred plenarno sejo državnega zbora, ker je pač tam je namreč potekala debata o priznavanju oziroma potrjevanju zapisnika o volitvah, ne, in je bila pač vsa ta debata o tem, a so bile volitve lažirane na unih predčasnih glasovališčih ali ne. Mimogrede ste opazili, da to kar naenkrat ni več problem, ne? Ampak, kakorkoli, Janezu Ciglerju Kralju je, domnevam, ušla izjava, da četudi je bila udeležba visoka, to ne pomeni, da so zaradi tega volitve avtomatično bolj legitimne, zato ker ne, je tudi v Severni Koreji udeležba 101%,
pa so za volitve zaradi tega niso nič bolj legitimne. Ne? Zdaj, tako, Janez, prijatelj, prvič, kje je pivo? In drugič, mogoče je vendarle malo razlika med slovenskim demokratičnim sistemom in pač severnokorejsko performativnim glasovanjem tipa črna skrinca in tako dalje. In dejstvo, da kot je tukaj prisotni, tako kot strokovnjak v prejšnji epizodi povedal, 70%, ki je glasovalo na teh volitvah, ni istih 70%, ki je glasovalo na prejšnjih volitvah. Ergo, a si res prepričan, da hočeš svojim lastnim volivcem reči, da ti niso podelili legitimnosti? Se mi je zdelo, da ne. Tako da, ta izjava je bizarna. Ok, smo zdaj, ne, vsi povedali. Ja, res je. No, zdaj pa Nataša, kar nadaljuj, zadnjih 30 je tvojih. Zadnjih 30 pa delim priporočilo poslušalca Andreja, sama še nisem gledala, ampak serija Vdor je menda res izjemna nanizanka, v 7 delih je, predstavlja pa, to se bomo pa vsi spomnili, to resnično zgodbo o škandalu z vdiranjem v telefone, ki je v Veliki Britaniji privedel do ukinitve tabloida News of the World, lastnik Rupert Murdoch. In ta serija je, to sem pa iz več koncev res slišala, tako da hvala, Andrej. Jaz pa drugače se mi zdi in predlagam nujen ogled, zdaj ko imamo Pikapolonco na čelu Državnega zbora, nujen ogled dokumentarca na Netflixu Inside the Manosphere. Ogled obvezen, britanski novinar Louis Theroux, tako zelo francosko se sliši in piše, gre grlom v jagode, razišče ta ekosistem modelov, influencerjev, kriptofenov, mišice, hitri avti, manekenke in predvsem kako razmišljajo. Jaz mislim sicer, da Stevota nikakor ne gre podcenjevati, je pa to milje, kjer je on doma in je fajn to razumeti, kako te fantje razmišljajo, kaj jim je sveto, kaj promovirajo, česa se veselijo, ker bolj razumeš, bomo bolj razumeli, tisti, ki tega še ne, kaj imamo na čelu Državnega zbora. To je to. Mimogrede, ko se že s Stevotom ukvarjamo, ne, vaterpolo kapca in plavalna očala nikoli in nikdar ne grejo skupaj. Če ste videli sliko Zorana Stevanoviča v bazenu, mislim, vse narobe. Ali. Antiša, je to tvoj zadnjih 30? Ne. A ne, sem mislil, da je to tvoj zadnjih 30. To je bilo v chatu super simpatično in celo jaz, ki nisem nikoli v življenju igral vaterpola, vem, da pri vaterpolu ne nosiš plavalnih očal. Mojih zadnjih 30, by the way, Nataša, za to serijo sem tudi jaz že slišal, ne samo to, gledamo jo. Zaenkrat sem pri epizodi, ker spremljamo TV Slovenija in upamo, da bo TV Slovenija preživela, ker zadnje čase smo gledali na njej kar nekaj filmov in serij, ki jih težko najdeš, moraš se potruditi, predvsem pa ne zveš za njih, ker se pač pojavijo, ne, so stvari, ki se pač ne pojavljajo na komercialnih platformah, o tem, kdaj drugič. Izpričan ljubitelj filmov in nadaljevank sem večkrat predlagal take stvari, sem pa tudi izpričan ljubitelj na nekakšnih drugih platformah glasbe in danes bom predlagal en glasbeni projekt, na katerega sem naletel, no kljub temu, da sem že od 16. januarja tako rekoč zapečatan na LP-jih, sem se malo poglobil v to, kaj mi Spotify predlaga in se spominjal nekih nostalgičnih časov epidemije, ki mi je reševal življenje. V glavnem, naletel sem na en krasen projekt glasbeni Bittersweet, se mu reče, Bittersweet Dance Club. In ko sem malo raziskal, čisto nova izdaja in mesec star, zdaj bo že zvenel kot tak poznavalec, kritik, znamenita nemška zasedba iz konca 90-ih. Synth pop, v glavnem, kakor sem jaz razumel, gre za dve zasedbi, ki sta dejansko začeli svojo zgodbo konc 80-ih, pa začetek 90-ih, Division in Shandin. Ta Shandin je menda ime enega ljubljenčka od njih, kakorkoli, Bittersweet Dance Club, odlična glasba, ki jo zelo priporočam, še posebej
prvo pesem na albumu, ki še ni izšel in ga ne morem kupiti, ki je naslov Afraid. Izjemno priporočam. No, in jaz bom zadnjih 30 začel z retoričnim vprašanjem vam trem. Predlagal bom nekaj z ene televizije. Katere? Zagreb 2. Zagreb Druga 1. TV mreža? V tem primeru. Ne, Zagreb 1. V ponedeljek zvečer je bil strašno zanimiv, mislim, da okrog 50-minutni dokumentarec o resnični televizijski instituciji, ki pa je praviloma plasirana oziroma v program dana tako totalno izven vsega prime timea, pa je mogoče to tudi krivica. Reče se ji TV koledar oziroma TV kalendar. To je... To se pa spomnim. To je, to je tako staro kot kutak za sporni trenutek. To je staro iz leta 76. Ja. Iz leta 76. To je dokumentarec o ozadju, predvsem pa gledalcih te, jaz si upam reči, kultne oddaje. Starost teh gledalcev je od zgodnjih študentskih let do globokih penzionističnih let. Ljudje to gledajo strastno, ljudje to gledajo na zamik, ljudje si zapisujejo morebitne napake in potem pišejo v uredništvo, kaj bi bilo treba popraviti. Skratka, kdor je kdajkoli gledal to oddajo, bo temu z zanimanjem prisluhnil. Jaz moram reči, da je to ena od oddaj mojega otroštva. Ne? Moj oče je bil iz Hrvaške, iz Dalmacije doma in je to seveda, pri nas je bil Zagreb skozi na programu, ne? In to smo gledali. Ne? Takrat si imel Ljubljana 1, druga TV mreža, Zagreb 1, pa kakšen Koper, pa Avstrija in pač to si lahko gledal. No, in Zagreb je že takrat blestel s tem TV koledarjem in priporočam ogled tako dokumentarca, predvsem pa vsakodnevne oddaje, ki traja, mislim, da 10-12 minut, postreže z zanimivimi vpogledi v zgodovino. Kogar to vsaj malo zanima, bo to zanimanjem pogledal. A imaš še vedno isto špico, tisto, ki je tisto urno nihalo oziroma nekaj, nebunkice? Ja, to so bile nebunkice iz ene ure. To tudi povejo v tem dokumentarcu. Oni vejo, kdo je to posnel, kje so to posneli. Te ure pa ne morejo najdeti v fizični obliki. Je pa danes špica sestavljena iz različnih elementov in seveda pomemben element današnje špice je seveda tudi ta ura in še piece of trivia, ne. Ta zvon, ki odmeva, ne, je menda zvon Big Ben iz Londona. To je tako pač. Majhna zanimivost. Ne. Lepa. Ja. Aljaž? No, ja, jaz sem pa v prejšnji epizodi sem se navduševal nad misijo Artemis 2 in o tem, kako mi vendarle daje upanje, da pač na tem planetu in te civilizaciji stvari že niso povsem zavožene. Glasbe ne moram predlagati zdaj, ko mi je Andraž spelal pristop, tako da naslednjič pa jaz glasbeni predlog. Zato bom pa nekaj humornega in političnega hkrati predlagal. Vse nekateri med vami verjetno že to veste, ker ste vendarle informirana publika in niste low information voters, ampak na Instagramu obstaja account, ki se mu reče Puppet Regime. Real Puppet, @Real Puppet Regime v koprodukciji z G0 Media in Ianom Bremerjem in tako dalje. En tak humoren, dobro sproduciran lutke karikature svetovnih voditeljev, ki med drugim si zdaj tudi tekmujejo za nagrado Webby, en komad, ki ne vem točno, kako se mu zdaj reče, ampak Vladimir Putin in Donald Trump skupaj počkata in imata spletni hit, link bomo predložili, stvar je zabavna in pač ob vsem tem sranju, ki se dogaja od blokade, Hormuške ožine dalje, je tako pač smešen je in mečkan razelektri situacijo, vsaj za hipec ali dva. Skratka, Puppet Regime na Instagramu za mojih zadnjih 30. 1:35 skoraj. Ja, Good night America, wherever you are.
Predlagam, da to večkrat ponovimo, ker Antiša se ne upira tako dolgemu snemanju. Sem to vmes razmišljala. Ja. A ne? To sem razmišljala, a ste se kaj zmenili prejšnjič, da jaz ne vem. To bo ostalo pa med nami. Kaj se je zamudilo? Manosfera ali moškosfera bo to zadržala zase. Nataša. No, medtem pa tisto, kar pa ne bo ostalo med nami, pa je pač dejstvo, da lahko na metinalista.si pošiljnica investiraj še vedno podprete Metin na listu, postanete stric ali teta iz ozadja, oziroma član ali članica vlade narodne enotnosti. Prijave so odprte, ne, tako da dajte svoje ime v igro, v bobon, tako rekoč, morda boste izžrebani, sam ne vemo, kdo bo žrebal. Mimo grede, a to ste kaj izpostavili? Piše, kaj izposodijo si, da postavljajo vlado narodne enotnosti. Mi to že imamo, smo to zaščitili. To smo vse, in ne samo to. Golob je ukradel vlado narodne enotnosti, Stevo je ukradel koalicijo normalnosti, tako da mi bomo klele začeli počas računa izstavljati. Ja, v evrski obliki, ne, o čem razgovarjamo. Včasih so bili deležniki, pol je bilo naslavljanje, ja. Zdaj so pa tako? Politiki. Ja. Izročki. Kaj je izročki? Ja. Izročki, točno. A ni lepa? In da se ne ponavljam, zapisnik dobite pa tako, da pišete info@metinalista.si in rečete rad bi zapisnik. Pa brez zamere.